Nahajamo se v Hiši kulture v Pivki na samostojni razstavi Who can be sure of anything, ker gre v bistvu za citat podobe teksta ene izmed slik. Zdaj seveda ta tekst mi je bil prvotno nekako zanimiv zaradi tega, ker govori o nekem stanju, človeškem stanju, v končni fazi lahko tudi stanju jezika, da stvari same po sebi niso jasne oziroma da ta pomen, ki ga hočemo izraziti, nam vedno uide. In v tem oziru bi lahko tudi odprl na Ludwika Wittgensteina, ko govori prav o tovrstnih problemih, ki jih ima jezik oziroma v mojem primeru gre tukaj pravzaprav bolj za podobe. To se pravi, te podobe vključujejo v nekaterih slikarskih delih tudi podobo teksta. Slednje je nekaj, kar sem že pred leti začel raziskovati, to se pravi tekst kot nek motiv ali pa potencialen motiv za umetniško delo. In sem gotovo, da pravzaprav v našem prostoru tega malo primanjkuje. Seveda so neke reference, tudi historične reference tekom naše umetnostne zgodovine, vendar pa se mi zdi, da je to vedno nekako potisnjeno na obrobje in kot avtor in tudi kot gledalec pravzaprav pogrešam to, kar marsikdo v tujini opisuje kot text-based art. In ta druga stvar, ki pa je tudi izrazito prisotna v mojem zanimanju, vsaj ko govorimo o nekih formalnih plateh, pa je materialnost. Materialnost slikarskega dela, ki meji pravzaprav na kiparske procese. To se pravi, prisoten je kolaž, tako tekstilni kolaž kot papirni kolaž, to je tudi malo odvisno od posameznih del, kaj predominira, včasih neki elementi, včasih drugi. Je pa iz tega vidika mogoče specifika tega, da lahko govorim tukaj tudi o nekem ready-madeu oziroma nekem assisted ready-madeu, predvsem pa asemblažu. To se pravi, recimo oblačila, ki so uporabljena za to, da dobiš na primer relief hlač ali pa da dobiš majico na platno. To se pravi tudi neka ta konkretnost teh uporabljenih objektov oziroma oblačil in na ta način tudi neka neposredna povezanost z nekim našim materialnim, fizičnim svetom, ki nas obdaja. To se mi zdelo pomembno izpostaviti tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da znotraj našega prostora, znotraj slikarskih praks je velik porast nekih konzervativnih pristopov. To se pravi, ljudje še vedno radi upodabljajo figuralika, motivi, kar je tudi, da ne bo pomote, neko mojo zanimanje in tudi tovrstne prakse so lahko izrazito sodobne, aktualne in zelo relevantne za sam umetnostni sistem. Ampak govorim pa predvsem o tem, da znotraj našega prostora manjka nekih drugačnih pogledov, nekih drugačnih pristopov. To se pravi, kaj lahko še delamo s sliko. Pogosto bi celo rekel, da se pojavlja to, da vstopa v prostor neka dekorativnost, neka želja po tem, da bi se ta dela prodajala in zaradi tega se ta dela pogosto tudi uklonijo in izbirajo kompromise v tem smislu, da so primerne za ta majhni trg, ki je znotraj slovenskega prostora. Zdaj, mene v bistvu tukaj zanima nekaj drugega, kako se upreti temu, kako narediti neka dela, ki so drugačna, tako po formatu, kot mogoče po nekih vsebinah. In zaradi tega probam nekako vztrajati pri tem, da ne popuščam. Zagotovo se mi zdi, da znotraj spet slovenskih okvirjev, ki so majhni, je to ena zelo težka naloga, predvsem ko je treba vedno znova in znova vlagati neko energijo, da se lahko poslužuješ tovrstnih načinov in da delaš nekako v smeri, ki se ti zdi recimo pravilno. To, kar sem znotraj zadnjih let opazil, seveda
naša likovna, vizualna scena, jaz to pogosto pojmujem oziroma dam pod nek širši kontekst in rečem temu kar exhibition making. To je nekaj, kar mene prav res tudi zanima, da svoje dela uspem predstaviti, postaviti v neko konstelacijo. Znotraj teh področij prednjačijo prav res poklici kuratorjev, galeristov. Včasih se kdo identificira z organizatorjem in tako naprej. Moram pa priznati, da znotraj tega prostora in teh nekako omejenih produkcijskih pogojev pogrešam to, da bi se vzpostavili tudi kakšni producenti. Lahko kot posamezniki, lahko kot organizacije, predvsem pa nekdo, ki skupaj z nami, umetniki, dela na tem, da uspemo oblikovati neka kompleksnejša, večja dela. In da ta sodelovanja, da ne gre za enkratna sodelovanja. To se pravi v smislu ena razstava, potem pa se zgodba konča, umetniki smo prepuščeni temu, da iščemo nove partnerje pri realizaciji naših projektov in tako naprej, ampak da gre tukaj za neko kontinuiranost, za nek proces, znotraj katerega se mogoče kažejo tudi neki premiki, razvoji ali pa preboji za naprej. In zagotovo so potem znotraj tega tudi neki nastavki, to se pravi stvari, katerih se tudi jaz mogoče želim, je to, da nismo zaprti znotraj našega prostora. Jaz mislim, da slovenski prostor je v tem oziru postal zelo zaprt. Potrebno se je pa po mojem res odpreti za tujino, tako da prihajajo določene miselnosti k nam in seveda tudi to, da uspemo mi to, kar ustvarjamo, predstavljati tudi drugim. Te mreže, te povezave so v resnici zelo pomembne, da uspemo umetniška dela tudi plasirati. To se pravi, da niso samo sama sebi namen, ampak da se dejansko na ta način šele lahko vzpostavijo. Pri tej dotični razstavi se mi zdi pomembno zavedanje, da gre v bistvu za neko, ko bi rekel, formalno gre seveda za serijo Iracionalno v slikarstvu, ki svojim pogledom za nazaj bi rekel, da bi bilo mogoče bolje, da bi jo poimenoval Iracionalno v nas. Kar pa je specifično pri tej samostojni razstavi je to, da se tukaj dogajajo neki odkloni, eni usmerjeni mogoče v prihodnost, nekateri pa usmerjeni v mojo preteklo delo. Iz tega vidika je pomembno to, da je nekako predhodnica te serije čista špekulacija, ki se ukvarja, kot bi jaz temu rekel, z analitičnim slikarstvom. To se pravi, zanimale so me neke metode ali pa neki vzvodi, preko katerih se umetnina vzpostavi, kako jo mislimo, kako jo delamo, predvsem pa potem neki podstavki ali pa okviri, v končni fazi tudi recimo besedila, ki jih napišejo kuratorji, drugi avtorji, navsezadnje tudi dokumentacija, videoposnetki, neka pričevanja v tem delu. Seveda ta iracionalni del, ki je pa dominant znotraj te razstave, pa temelji predvsem na, kako bi rekel, na temu, kar ne moremo dobro pojasniti. Hkrati pa ta podzavesten, ta skrit del nenehno pronica v zaveščen del mišljenja in se pojavlja in vdira. In nam v resnici govori to, da smo verjetno kot ljudje več kot to, kar mislimo, da smo, in da nas zelo definira in ta naša narava, kot tudi v bistvu stvari, ki so nam privzgojene oziroma ki so priučene. Tako da me v bistvu znotraj tega zelo zanima ta dinamika, da sta to prav res dve plati istega kovanca. In če se osredotočim nekoliko bolj, to se pravi na serijo Iracionalno, gre tukaj zelo za palimpsestnost, za prekrivanje, za zagubanje, za mogoče celo recimo prikrivanje določenih vsebin. Ni ta pristop, naprimer, kot ga je imel Andy Warhol, da površina slike oziroma to, kar je na sliki, to je vse, kar je tam.
ta dela govorijo v resnici to, da to, kar vidite, to je šele začetek. V ozadju se dogaja v bistvu še ogromno nekih stvari, ki pa niso jasne, niso definirane, ne? In zaradi tega tudi pogosto šlo pri tem za neke pristope monokromnega, pretežno monokromnega, raje rečemo temu tako, ko res informacije izginevajo, hkrati pa so tudi zelo nasičene s podatki reliefa, strukture, materialov, tega, da se sluti neke stvari, ki so prikrite, ki so skrite, ki nam niso dostopne. Je pa tudi znotraj te serije se začel dogajati pač nek napredek, nek odklon in to se pravi, da se odpira tudi vse več barv. Vstopajo oblike, tudi mogoče simboli, ne? Do nedavnega ta dominanten motiv je tekst, ne? Zdaj pa se tudi to pomika v ozadje in se tukaj začne graditi neko logiko, ki je pa mogoče nekoliko bližje temu likovnemu, ne? Vseeno moje izhodišče je bolj vizualno, ne? Čeprav sem slikar, se v bistvu tukaj vsem odpira ta neka likovnost, mogoče neki novi možni premiki, neke nove možne poti za razvoj te serije, ali pa mogoče celo to, da se bom lotil nečesa drugega, ne? Nečesa drugačnega. En pomemben aspekt, ki definira ta dela, je v resnici ta, da kličejo po tem, da reprodukcije niso dovolj, da v bistvu gledati ta dela na ekranu ni dovolj. Tukaj sta dve veliki komponenti, ki sta ključni za to, da se dimenzija slikarskih del odpre, in ena komponenta je v resnici čas, to se pravi trajanje pogleda, ne? Naš pogled, to, kar vidimo, se nam ne razkrije takoj. In drug segment tega je v bistvu prostor. To se pravi različni pogledi, ki se seštevajo, odboji, odbleski teh površin. Nek pomemben segment tega je v bistvu to, da so slike lakirane z zaključnim lakom, da imajo gloss finish. Tukaj pa se dogaja v bistvu tudi ta refleksija, ne? Se pravi, da v samem delu se kaže tudi gledalec, se pravi ta, ki sliko opazuje. Med samimi deli, to se pravi, kot smo prej govorili, so razlike po neki konceptualni plati, razlike so pa tudi po nekih formalnih plateh. Se pravi, gre za neka izredno monumentalna dela na eni strani in neka majhna, bolj intimistična dela. So tudi neki srednji formati, ampak to je bolj izjema kot pravilo. Zdaj, pri velikih slikah gre v bistvu za precejšnjo planiranje, kar si lahko tudi sami predstavljate, je to tudi precejšen finančni in časovni vložek, kar pomeni, da prevelika mera naključij ni dobrodošla. Tako da neka ta skrbnost, načrtovanje je sestavni del teh večjih slik. Pri manjših delih pa v bistvu stopa noter neka sproščenost, včasih tudi, kot bi človek rekel, nek preizkus, ali bo to, kar želiš narediti na veliko, dejansko funkcioniralo, a ne? So pa ta dela, to se pravi manjša dela, bistveno bolj sproščena in neobremenjujoča. To se pravi, manjša dela nastajajo sproti, tudi z večjo hitrostjo in tudi rizik je prav zares manjši. Če ne uspe, se poslužiš nekega drugačnega pristopa, drugačnega poskusa, ne?